Izvršni direktor Tetherja, Paolo Arduino, je pred Belo hišo napovedal, da bo njegovo podjetje po predsedniku Trumpovem podpisu zakona Genius Act svoje poslovanje s stabilnimi kriptovalutami preneslo v Združene države Amerike. Največji svetovni izdajatelj stabilnih kriptovalut, ki se je zgodovinsko izogibal ameriškemu trgu, zdaj načrtuje ustvaritev nove institucijsko usmerjene kriptovalute za ameriške uporabnike, medtem ko bo svojo obstoječo kriptovaluto USDT prilagodil zahtevam za tuje izdajatelje. Nov zakon zahteva kritje kriptovalut z visoko likvidnimi sredstvi, kot so ameriške zakladne obveznice, in implementacijo strogih revizijskih procesov. Ta razvoj nas uči temeljno naložbeno načelo o regulativni jasnosti. Ko vlade vzpostavijo jasna pravila za nastajajoče sektorje, to pogosto sprosti institucionalno sprejetje in legitimira prej negotove trge. Zakon Genius Act zagotavlja načrt za delovanje stabilnih kriptovalut ter odpravlja regulativno nejasnost, ki je številne tradicionalne finančne institucije držala ob strani. Za investitorje to dokazuje, zakaj so lahko regulativni okviri katalizatorji rasti trga namesto ovir. Ko postanejo pravila previdljiva, kapital teče bolj svobodno, saj institucije pridobijo samozavest za sodelovanje na trgih, ki so jih prej obravnavale kot preveč tvegane ali nejasne.